Hvala, Anja, za ta lep izčrpen uvod. Hvala ekipi Slovenske kinoteke za povabilo in za izvedbo tega dogodka in hvala vsem vam, da ste prišli. Moje ime je Naca Zavrl in res sem vesel in počaščen, da imamo danes priložnost skupaj praznovati 30. obletnico kinoteke v ambientu in v prostoru, ki je naravnost na kožo pisan nocojšnjemu filmu. Speed Racer, režiser Klane in Lili Vakavski iz leta 2008. Jaz publike ne vidim dobro, ampak bi pa rad vprašal, koliko od vas še ni gledal tega filma? Wow. Ok, super, blagor vam, vi se boste imeli ful dobro. Govoril bom kakih 13 minut kratek uvod v tole mojstrovino. Se pravi, sestri Wachowski, Američanki, rojeni v Chicagu konec 60. let, sta seveda ustvarjalki filma Matrica iz 1999 in nato nadaljevan Matrica Reloaded in Matrica Revolucija iz 2003. Ta izjemna znanstveno-fantastična trilogija je bila za studio Warner Brothers neznansko in precej nepričakovano uspešna. Zaslužila je vse skupaj več kot $1,5 milijarde, kritiki so bili navdušeni, je imela pa Matrica en problem. Vsi trije filmi v trilogiji so te strogi ameriški cenzori jih ožigosali z oceno R, se pravi ogled mlajšim od 17 let dovoljen le v spremstvu staršev. Lana in Lili pa sta za vsako ceno hoteli posneti film, v katerem bi lahko uživale tudi njune nečakinje in nečaki, otroci, cela družina. Roke sta imela po uspehu Matrice več ali manj proste. Vmes sta napisali še scenarij za en hudo uspešen film V for Vendetta, V kot vroče maščevanje, ki si ga lahko v tem prostoru ogledate danes teden v soboto. No, po tem filmu, po V for Vendetta, pa je bil čas za nov režiserski projekt. Japonska anime serija Mach Go 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 se je na televizijskih ekranih po svetu vrtela konec 60. in začetek 70. let, se pravi ravno, ko sta bila sestri Wachowski majhni. In še posebej v ZDA pa je bila serija in tudi po njej narejen strip, je bila izjemno popularna do te mere, da je nekako do 90. let, do tega razmaha anime kulture v Ameriki, je Mach Go 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 na nek način definiral oziroma predstavljal celo polje anime kulture in tega, kako anime film lahko izgleda. No, studio Warner Brothers je pravice za filmsko predelavo Mach Go 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 kupil že na začetku 90. Projekt pa je nato več kot 10 let stagniral v raznih fazah razvoja, financiranja, pisanja scenarijev. Govorilo se je, da bo film režiral Gus Van Sant, potem, da ga bo režiral Alfonso Cuarón, nato, da ga bo celo režiral Hype Williams, da igral naj bi Johnny Depp, Henry Rollins, Vince Vaughn, no, ampak kot je v Hollywoodu pogosto, se nič od tega ni izšlo, dokler nista zadeve končno zagrabili Lana in Lili Wachowski, ki pa sta imeli jasno in zelo močno vizijo. Tole bo malo daljši citat, ampak je pomemben. Lana Wachowski pravi, citiram: Ok, s tem filmom bomo napadli čisto vsako moderno estetiko. Celoten zagon za Speed Racerja je izhajal iz dejstva, da razmišljava vizualno. Ves čas hodiva v galerije in muzeje. Vstopiš v Art Institute of Chicago in v vsaki sobi so nekatere slike videti popolnoma drugače kot v drugih sobah. V kinu pa je vse videti enako. In to je z estetskega vidika res agresiven prisilni jopič. Začela so se na primer pogovarjati o kubizmu in se spraševati, ali bi bilo mogoče posneti kubistični film. In ugotovila sva, da če bi poskušal posneti kubistični film za odrasle, bi končal kot Picasso, ki je bežal pred razjarjeno množico, ko je prvič razstavil Guernico. Hoteli so ga ubiti, dobesedno, ker odrasli zavračajo spremembe. Estetska sprememba pa je zanje preveč agresivna oblika smrti. Vsaka generacija doživi estetsko smrt in ko neko estetiko zares napadaš, ljudje ponorijo.
ampak rekla sva si, da otroci estetske spremembe sprejemajo. Konec citata. In res, 120 milijonov dolarjev proračuna se da marsikaj narediti, nastal pa je tale udaren 2-urni film, za katerega mislim, da še danes nimamo zares dovolj razvitega besedišča in idejnega aparata, da bi ga lahko v celoti opisali. Gre za film, ki zavrača in sprevrne neštete prijeme normativnega komercialnega filma, od linearne pripovedi in fotorealizma do same ideje filmskega reza. Namesto teh Speed Racer stavi na neprekinjene, utekočinjene prelive med hiperbarvitimi podobami, kot neke vrste stapljanje bombonov, recimo, ali pa po besedah Lane Wachowski, kot, citiram, izkustveni tok, ki presega običajno linearno pripovedovanje. V svojem vijugastem pretakanju med časi, prostori in zornimi koti je Speed Racer bližje stripu ali pa recimo občutku scrollanja na telefonu. S tem pa je tudi bližje tehnikam eksperimentalnega in avantgardnega filma. Spet citiram režiserko. V filmu je en stavek, en rez. Sega od začetka enega reza do konca drugega reza. Ampak moji možgani ne delujejo v stavkih. Poskušali smo najti način, kako bi to izrazili vizualno. Konec citata. Pri tem sta se ustvarjalki naslanjali zlasti na 2 umetniški in literarni tradiciji. Prvo na modernistični tok zavesti tipa Ulysses Jamesa Joycea, ki mimogrede še čaka na kakšno resno filmsko adaptacijo. In pa drugič na postmoderni pop art Roya Lichtensteina, pa tudi Warhola. In pa seveda nasičenih ostrih podob japonske animacije. Niso bile torej čisto vse estetike popolnoma napadene, oziroma vsaj ne v enakih merah. Izžareva pa Speed Racer, bi trdil, dovolj originalnosti, da bi lahko v filmu zlahka napisali nekaj knjig, čeprav je v resnici v njem za zdaj napisanega res žalostno malo, komaj kak članek, tako da če koga zanima, to je projekt, ki se ga je treba resno lotiti. Film je izšel maja 2008, ali drugače rečeno, na vrhuncu finančne krize v ZDA, ki se je nato kmalu seveda razlila tudi v Evropo in drugam. Marca tega leta je padla investicijska banka Bear Stearns, septembra družba Lehman Brothers, Speed Racer pa je v kine prišel ravno vmes, se pravi, ko se je v javnosti ogromno govoril o korporativni nadvladi, o neenakosti, o korupciji, o ekonomskem izkoriščanju in tako dalje. In v tem kontekstu je zgodba filma obenem realistična in preroška. Mladi dirkač po imenu Speed iz družine Racer se upre industrialcu Royaltonu, ki za zmago uporablja in izrablja vse podlosti sodobnega kapitalizma in ki v filmu to tudi prizna. Pravi, citiram, vse, kar šteje, sta oblast in neomajna moč denarja. Konec citata. V resnici pa je treba biti še malo natančnejši. Speed Racer je izšel 9. maja 2008, natanko teden dni po izidu enega drugega filma o človeku, ki se za potrebe boja proti zlu odene v kovino. To je seveda železni mož Iron Man, ki je obenem tudi prvi film v tako imenovanem Marvelovem filmskem vesolju, tej superjunaški mega franšizi, v kateri je bilo do zdaj posnetih 38 filmov, ki so, mislim, da zaslužili več kot 33 milijard dolarjev. No, ampak poleg tega, da sta oba filma posneta po znanih stripih, pa sta imela Iron Man in Speed Racer tudi skoraj enak budžet, se pravi med 120 in 150 milijoni dolarjev. Razlika je v estetiki in s tem tudi v politiki. Medtem ko je Speed Racer s svojo otroško radovednostjo odkrival radikalne zmožnosti animacije, grafike in računalniške kompozicije, je Iron Man namesto tega prisegel na konzervativnejši stil. Na eni strani imamo torej eksperimentalno prehajanje večplastnih podob, intenziteto dvodimenzionalne površine in raznoraznih nemogočih premikov kamere. Na drugi strani imamo pa precej premočrtno pripoved, jasno razpoznaven čas in prostor in vzročno-posledično montažo.
Speed Racer iz resničnosti naredi nekaj digitalnega, iz stvarnega naredi nekaj abstraktnega in na to precej ponosno razstavlja to svojo umetelnost. Medtem pa Iron Man počne ravno nasprotno in vse svojo računalniško izumetničenost poskuša zapakirati oziroma celo skriti v neke vrste prepoznaven fizičen in ne imaginaren svet. Nek svet, ki teh meja audiovizualnega ne izpodbija, ampak jih z že uveljavljenimi estetskimi prijemi v bistvu krepi. Vemo, katera od teh dveh opcij je v naslednjih letih prevladala in postala dominantna. Speed Racer je kritiško in ekonomsko potonil že ob izidu. Na blagajni je izgubil slabih 30 milijonov dolarjev, med drugim tudi v Sloveniji, kjer se je kot zanimivost odrezal še posebej porazno. Po mojih podatkih skoraj najslabši na svetu, le še v Belgiji in v Libanonu je bil manj priljubljen. Pri nas je prodal vsega skupaj približno 1000 kart, medtem ko jih je Iron Man za primerjavo prodal 15 000. Po svetu pa je Iron Man zaslužil več kot pol milijarde. Vse to na našo srečo nocoj pomeni, da je 35 mm filmska kopija, ki jo bomo tu zavrteli in ki je v zbirko Slovenske kinoteke prišla od distributerja tega filma. To pomeni, da je kopija v odličnem stanju, ker je nobeden od leta 2008 pa tudi očitno potem ni preveč hotel gledati. Dejstvo, da bomo tukaj čez minutko gledali fizično fotokemično kopijo, pa je dodatno zanimivo še iz razloga, da so 2008 in kasnejša leta 2009, 2010, 2011, da so to ravno leta tega masovnega prehoda v projekcijski tehnologiji. Se pravi, ko so kinematografi po celem svetu množično v koš metali 35 mm projektorje in jih s pomočjo bogatih industrijskih subvencij zamenja za digitalne, ki so seveda takrat postali norma, nažalost. Studiji in distributerji so pač ugotovili in se odločili, da je neznansko lažje in predvsem ceneje kinematografom pošiljati te male trde diske ali pa celo internetne linke namesto težkih, okornih škatel filmskih kolutov. No in Speed Racer izhaja ravno iz tega tako rekoč tranzicijskega obdobja, ko so se filmi množično že snemali in obdelovali digitalno, predvajani pa so bili še vedno z čudovitih analognih kopij. Se pravi, kot digitalna mojstrovina in morda kot prvi in eden redkih pravih radikalnih digitalnih filmov je Speed Racer na 35 mm kopiji še toliko lepši in bolj fascinanten. In včasih se reče, da je bil Speed Racer leta 2008 pred časom in da ga zato nove generacije s svežimi očmi odkrivajo in prepoznavajo šele zdaj, 18 let kasneje. Ampak bolje rečeno, mislim, da film ni toliko nek genialni preblisk pred svojim časom, kot pa v resnici, da stoji zunaj našega časa, zunaj naše sedanjosti, zunaj te sedanjosti, v kateri digitalna CGI kinematografija sloni na infantilizaciji, franšizaciji in raznoraznem umetno-inteligenčnem šodru. Speed Racer nam v bistvu kaže alternativno, recimo temu spekulativno zgodovino popularnega filma, ki bi na prehodu v digitalni način produkcije in na prelomu finančne krize lahko ubral drugo pot in zadnji 20 leti izbral ustvarjalnejšo, recimo temu uporniško vizualno slovnico. S tem gre po mojem tudi za idealen način praznovanja 30 let Slovenske kinoteke kot inštitucije, ki se z ohranjanjem, prikazovanjem in mišljenjem filmske dediščine ukvarja ne samo s preteklostjo filma kot umetnosti, ampak tudi in celo predvsem s še neraziskanimi smermi njene prihodnosti. Še pomembneje pa gre seveda tukaj tudi za film, ki je naravno sijajen poletni spektakel kot nalašč za ogled na prostem ob pijači. No, ampak tako se samo meni zdi, se veselim vseh debat po projekciji. Zdaj pa vas bi prosil samo, če izklopite
mobitele, pa pripnete varnostne pasove in uživate v projekciji. Hvala.